Sem pevec in tretji, je vse mi na sveti, saj dan soglasi, da pojem si včasih. Zakaj bi ne pel? Zakaj bi ne pel? Zakaj bi ne pel? Če tudi je delo mi čelo grelo, se trudem premagam in pesmice zlagam. Zakaj ne pel? Zakaj bi ne pel? Zakaj bi ne pel? Zakaj bi ne pel? Večerni zvon, omili zvon, ozarja zvon, višave. Zvezda naznanja milijon, naznanjaš ti zemljanom ave. Naznanjaš ti zemljanom ave. Pozdravljeni, spoštovani obiskovalci in obiskovalke, ki ste se prišli družiti na prav poseben dogodek k osrednji gosti večera Ivani Vatovec. Nocojšnje snidenje na njeni domačiji je namreč namenjeno predstavitvi njenega novo izdanega knjižnega dela Od bleski do bličice. Ker pa Ivana ljubi tudi glasbo, bodo to dogajanje obogatili še glasbeni gostje, mešani pevski zbor Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova ter Elizabeta in Dragutin Križanič. Za prijeten uvod smo že slišali pesmi Pevec in Večerni zvon v izvedbi Dobovskega zbora, v katerem je nepogrešljiva pevka tudi naša gostiteljica. Pesnico, pisateljico, tekstopisko za zbore, zabavne in narodno-zabavne ansamble s prijetimi nagradami Ivano Vatovec smo na njeni literarni poti spoznavali najprej kot tenkočutno pesnico, občutljivo za življenja ljudi na tej in oni strani Gorjancev. Svoje občutenja pa je pred več kot desetletjem začela izražati tudi s pisanjem proznih del. V tem sta se bogato dopolnjevala s soprogom, priznanim pisateljem Rudijem Mlinarjem, postaja pa vse drznejša in prepoznavna tudi na samostojni poti. Že dolgo je Brežičanka, saj pravi, da so jo Brežice posrkale vase, ona pa se jim je prepustila. Ob sprehodu skozi knjigo bomo prepoznali, da v duši in srcu še vedno občuti globočine čarobne slovenske deželice Bele krajine in še posebno vasice njene rosne mladosti Dobliče. Tej ljubki pokrajini in kraju je s pisanjem ljubeče poklonila večino svojega literarnega opusa. Odpravimo se torej na kratko potovanje po zapisih, lahko bi rekli romaniziranih spominih knjige Od bleski do bličice.
Reka Dobličica jo pozdravlja na pragu njenih obiskov v nekdanjih domačih krajih in ji tudi v vsakdanjem življenju daje moč, inspiracijo in jo vrača v nekdaj tam preživete čudovite dni. S fotografijo te reke je opremljena tudi naslovnica njene nove knjige. Ivana, eno izmed tvojih vodil je misel rimskega izreka, kar je zapisano, ostane. Kdaj si se začela poigravati z mislijo, da bi svojemu kraju in ljudem posvetila eno obširno knjižno delo? Ja, če bi me v mojih mladih letih kdo vprašal o tem, ne, bi bilo to misija nemogoče, ne, ker o tem res nisem prej razmišljala. V glavnem, jaz sem ta svoj kraj najprej predstavljala v pesmih, ne. Moje pesmi so večinoma vezane na Belo krajino, na Kolpo, tudi na mojo vas in na ta najbolj nežna leta, ko smo se družili in pravzaprav postavljali na naše stezice, bom rekla. Da bi pa nekaj takega spravila skupaj, si nisem pa res predstavljala do pred 5 let nazaj. Takrat sem začela, nekako so se mi začele vrteti po glavi osebe, ki so me, oziroma so bili spremljevalci na moji poti v teh rosnih letih. In ko smo se mi začeli srečevati, naša generacija v Dobličah, nekje zdaj smo imeli 11. srečanje, smo začeli opažati, da ljudje, tudi ta naša generacija, da se počasi izgubljajo, vsako leto je bil kdo manj, ne. In se mi je nekako utrnila misel, da bi bilo fajn, če bi malo ta svoj kraj in s temi ljudmi, ki so bili pravzaprav nekako sopotniki na več načinov skozi to moje življenje v mladih letih, da bi se to zabeležilo, ker med temi ljudmi je bilo veliko, včasih so rekli posebnežev, ne. Zdaj, danes to gledamo drugače, sicer danes tudi te ljudje drugače živijo, ampak takrat v moji mladosti je bilo to drugače. In navadno je bil v vsaki vasi nekdo, ki je po nečem izstopal, ne, imel je kakšno posebnost in se mi je zdelo, mislim, jaz sem si nekaj teh obrazov zapomnila in se mi je zdelo, da bi bilo fajn, da se to, dokler nas je še toliko skupaj, ker sem malo še drugih spominov tukaj združila, da bi se to zabeležilo in da bi to ostalo nekako kot eno darilo, no, ali ne vem, kako naj to imenujem, za mojo vas. No, še to, zdaj v tem času. Lahko poveš tudi to, ne, da si nekako, kako si zdaj izdala to knjigo, no? Bom jaz govorila. Ja, ta knjiga je bila pri založnikih, pri 2, mislim, da se je to vleklo kar 1 leto, ne? Ker to traja in danes je knjigo izdati problem, ne. Nazadnje so mi pri Celjski Mohorjevi so jo odobrili, ampak bi šele naslednje leto išla. Ker je pa stanje tako, da te ljudje umirajo in vsako leto jih je, v lanskem letu je samo iz te naše skupine, ki se srečujemo, so 4 umrli. Sem rekla, ne bomo čakali še 1 leto, ker škoda je le fajn, da bi te ljudje to prebrali, ker tudi od njih pišem, ne. Potem sem se pa odločila pač za ta način, ki je nekako pol samozaložba, pol založba in smo to izdali na hitro. Skratka, rekla si, da se mudi, ne, in tudi sinoč v tistem neformalnem pogovoru ste potem sklenili, da se res kar mudi. Sva pa tudi sinoč pričakovali enega izmed junakov te knjige, ki je že starejše generacije in žal ni bil prisoten, ker to bi, če bi pa bil prisoten, bi pa to zelo požlahtnilo. Ja, škoda. Ta tvoj dogodek. Škoda je bilo, ja. Sicer pa v knjigi začenjaš z opisovanjem tvoje družine
in vašega prihoda v Dobliče, ker vi pravzaprav niste bili domačini. Ja, no, jaz sem že v prejšnjem romanu, kjer šelestijo breze, sem opisala to dosti bolj natančno. Ta roman je bil posvečen moji mami in je to pravzaprav njena zgodba in sporedno seveda tudi vseh nas. Ampak nisem mogla zdaj mimo tega, ker nekako moraš tudi začeti, kako smo se v teh Dobličih znašli. Jaz sem bila stara 3 leta, ko smo mi prišli iz Banata. Mi smo se rodili v Banatu, ker so bili starši dol po vojni 46 leta, sta šla dol kot kolonista, tam sta se spoznala, poročila. Potem smo bili 11 let dol in ker je bilo to življenje zelo težko, ker je bila takrat oddaja in glede na to, da je bilo zemlje veliko, oddaje pa še več, ker ni bila zmeraj dobra letina, je bilo zelo težko in včasih ni bilo tudi za družino, za prehraniti se. Tako da smo pol po 11 letih se vrnili v Slovenijo, najprej k stari mami v Metliko. No, to je bilo čez poletje, potem smo pa v Dobličih je pravzaprav mama poiskala to eno sobo in smo se potem začasno v to sobo preselili. Gostili in je bilo zelo čustveno to srečanje vaše. No, jaz sem izhajala iz tega, da sem opisala, da sem se dotaknila teh oseb, ki so meni nekaj pomenile v tem mojem otroštvu. Tako da sem ponekod so pravzaprav v Jerneji vasi, to je sosednja vas Doblič, tam sta bili dve družini, pri katerih so moji starši začeli nekako, to so bile velike kmetije in so tam hodili delati. Anjelski pa Loknarjevi, ne? Ja, Anjelski pa Loknarjevi, ja. Da smo lahko sploh preživeli tih čas, ker mi smo prišli brez vsega, ne? In na nič, ne? Tako da to so dve družine, ki so za nas veliko dobrega naredile in to se ne pozabi, ne? Sam za sebe, posebna družina, no? In tam so imeli eno, Fana je bilo ime, ki je kar naprej hodila k maši, ona je šla vsak dan k maši, tudi če je bilo delo ali kaj, ona je šla, ker je bila zaljubljena v župnika, ne? Ampak to ni noben vedel. No in ona je bila že tako, da je tudi kar v kuhno, tam Faroško hodila in je bilo vse sorte se je dogajalo, no? Ampak bom samo en utrinek iz tega. Nekoč, še pred župnikovim odhodom, na njihovi njivi okopavamo krompir in ona nam pripoveduje o svojih svetih opravilih, tudi takih, ki so meni težko doumljiva. Iz česa pa so hostije, zanima mene, ko beseda nanese na to. Fana se zravna, se nasloni na motiko, prav čedna je na pogled, vitka in urejena, izpod svetle nazaj zavezane rute pogleda po nas in se prav nagajivo nasmehne, česar pri njej nisem vajena. Oh, to se pa naredite s to tako podobno kot za palačinke in se potem speče, reče. Ženskam gre nekoliko na smeh, meni pa je s tem odgovorom odprla nešteto vprašanj. Pri verouku so nas namreč učili, da pri obhajilu dobimo Kristusovo telo, ki ga ne smemo zgristi, temveč moramo počakati, da se hostija napoji slino in se zmehča, da jo potem samo pogoltnemo. Kakšno Kristusovo telo pa mora biti potem takem, če Fana pravi, da ga delajo kot palačinke. Očetu takoj, ko smo prišli domov. Oče je pazljivo poslušal, potem pa se je namuznil, tako kot je imel navado, ko se je hotel iz koga malo ponorčevati in je rekel, vidiš, to je pa angelska Fana. In poslej smo jo pri nas doma tako imenovali vsi, razen mame, ki je bila na očeta huda in mu je nekoč ponesla, ne smeš se bedake delati iz nje, kaj češ, taka je. Hvala, Ivana. No, za kratek predah pa bomo sedaj na prizorišče povabili nocojšnja posebna gosta, Beti in Dragotina Križaniča. In je čas za spomine. Velika večina nas tu je v fazi spomina. Tudi naša Ivana ni od teh vseh. Nikakor.
tako tudi njena poezija je polna spominov, polna nostalgije. In o tem govorita tudi te dve pesmici. Tam na hribu hiša mala se za pticami ozira, soncu okna že odstira, kot bi se samote bala. Sob mizi prazni stoli, ognja mama ne zakuri. Čas obstal je v stenski uri, je navil, ne boš nikoli. Tiho stopa med spomini, ki so v hiši tej ostali, vendar pa neskončne ceste z mano že prepotovali. Tiho stopa med spomini, ki so v hiši tej ostali, vendar pa neskončne ceste z mano že prepotovali. Še na steni stara slika se v duši me dotika. Dva obraza, srečna mlada, ki sta nas imela rada. Vidim mamo in očeta, se na sliki mi smehljata. Njun je prostor dolga leta, mavrična nebeška trata. Tiho stopa med spomini, ki so v hiši tej ostali, vendar pa neskončne ceste z mano že prepotovali. Tiho stopa med spomini, ki so v hiši tej ostali, vendar pa neskončne ceste z mano že prepotovali. Sen trudno okna že odstira in ptice davno že molče. Le vetra dih se še upira, v spokojno noč se nežno pne. V spokojno noč se nežno pne. Pomlad se zvrta sem pri plazi,
razsipa vonje vseh cvetov. In že pozabljeni obrazi ogrnejo v lesket seno. Ogrnejo v lesket seno. In v mehko noč spomini zadrhtijo. In jablana cvetoče zakipi, dišečo noč srebrno se pršijo, utrinki tistih srečnih dni. Povej, če danes kdaj zastaneš ob stari tihi jablani, podobo davno v duši zganeš, se ti od nje pogled skali, se ti od nje pogled skali. Poglej, kako strme cvetovi, kako po rosi še dehte. Njih se zlivajo vetrovi, pomladi nepozabljene. Pomladi nepozabljene. In v mehko noč spomini zadrhtijo. In jablana cvetoče zakipi, srebrno noč, srebrno se pršijo, utrinki tistih srečnih dni. In v mehko noč spomini zadrhtijo. In jablana cvetoče zakipi, dišečo noč srebrno se pršijo, utrinki tistih srečnih dni. Že na mah prebrali in tudi spoznali zgodbe teh vasi in teh ljudi v njih. Ivana, jaz bi te vseeno povabila, da nam predstaviš nekaj teh sladkorčkov iz te knjige. Ja, ne vem zdaj, kje bi začela. Lahko v Grzini poveš, Kar po vrsti. ali mogoče tudi v Vincetu. Gremo iz Kanižarce. Prav. Ja. No, lahko Ker zdaj tudi to Jernejo- poveva, da smo bile včeraj pač v njenih Dobličah in Ja. Dobliče so tako razložena vas z Dobličko goro, takole mečkan gre vse v breg in z tega brega, tudi z balkona hiše njene sestre, ki je mečkan pod njihovo domačijo, se krasno vidi celo to porečje Dobličice, od praktično Ja, od izvira, izvira, skozi leze lepo in ob tej reki, potem ob bregovih so te vasi. No in zdaj Kanižarica ni čist na izviru, ampak je tam nekje. Je Ne? pa, se pa približa Tako. Dobličica čist do Kanižarce, tam na Ja, tako. velik okljuk, ampak Kanižarca je zanimivo problemov doma in to lahko zdaj povem, je čisto vseeno.
Namreč, ko sem končevala osnovno šolo, imela sem eno prijateljico Sonjo in ta me je, to smo bile cel čas skupaj, ne? In midve smo se zmenili, da gremo v Ljubljano v administrativno šolo. Še moja mama je šla v Ljubljano za internat se zanimati in vse, ampak enega dneva meni pravi Sonja, jaz ne grem v administrativno, ker je moj stric direktor v tkanini in mi je zrihtal vajenško mesto v trgovini. Evo, pa sem bila gotova. Jaz pa sama v Ljubljano, pa ne, to ni govor.